Pa je spet čas za vodnik za naslednje leto, ki prihaja. Ker vodniki še niso prišli ven iz prednaročila, si bom pomagala z vodnikom za 2021. Najprej pa nekaj besed. 2020 nas je prešekal. To leto nas je vrglo. 2021 sem rekla, da nas bo premetavalo. Torej 2022 pa stopamo v zelo drugačne energije, stopamo v mojstrsko leto. Vse to, kar se je letos dogajalo, vsa ta nihanja, vsa ta dinamika, vsa ta nestanovitnost, naj bi se pričela umirjati. Na kratko to pomeni, da na globalni zavesti ustvarjamo svet, ki bo ostal z nami za kar nekaj generacij, tako da jaz upam, da smo se iz zadnjih izkušenj kaj naučili kot človeštvo, čeprav me malo skrbi. Na ravni posameznika pa to pomeni, da odločitve, ki jih boste sprejemali v naslednjem letu, bodo odločitve, ki bodo z vami do smrti. Jaz vem, da to zelo pompozno zveni. Jaz verjamem, da internetu smo že navajeni, da je vsaka polna luna posebna, pa enkrat v 150 letih in tako naprej. Jaz vem, da je veliko napovedi, ki so mnogo bolj, da rečem, škandalozne, kot v resnici bi lahko bile. Ampak se bom tokrat naslonila na moje lastne osebne napovedi, ki se od leta 2007 načeloma uresničujejo. Pa ne zato, ker bi hotela reči, jaz imam prav, daleč stran od tega, ampak zato, ker vem, v kako pomembno leto kot človeštvo stopamo. Zato si želim, da bi vsi mi izbirali bolje, bolj zrelo, bolj zdravo, bolje za človeštvo, bolje za zemljo. 22 povezujemo ravno z elementom zemlje, okoljem. Če bomo to uničili, kam bomo šli? Na Mars? Vi pa jaz po moje ne. Torej, v naslednjem letu bo tudi naše fizično telo znova v ospredju, zato je toliko bolj pomembno, da pričnemo čim bolj zdravo živeti že sedaj, kljub temu, da se bliža veseli december. In da se vrnem k vodniku. Kaj vse ta vodnik zajema? Se pravi, to je takale knjižice za tiste, ki to še ne poznate. Zdaj bom pa kar malo plonkala. Prične se s pregledom cikla let od 2011 pa do 2023. To je pravzaprav ta cikl, v katerem so se zvrstila mojstrska leta, karmična leta, zadnje 2 leti in tako naprej. Potem je noter napisano na splošno, kaj prinaša naslednje leto vsem nam, tako da lahko te informacije podelite tudi svojimi najdražjimi. Od tu naprej pa je vaš osebni vodnik, se pravi vaše osebno leto, kateri izzivi vas čakajo, katere nagrade vas čakajo, kateri so vaši najbolj pomembni meseci glede na vaš osebni numerološki leto. Slovnica mi gre fantastično. Vsak tale, zdaj bom pa kar takole pokazala, osebni koledarček imate zraven, se pravi točno vidite, morda bi takole dala bo lažje. Se pravi, točno boste videli, kateri meseci so najboljši za ljubezen, za finance, za učenje, kdaj vas čakajo prelomnice, katera barva vam pomaga, kater kristal vam pomaga. In potem čez vse to, imate za vsak mesec daljšo napoved in potem zraven še delo za dušo. To pomeni, da boste vsak mesec lahko sami sebi delali zapiske, delali sami seboj. Se pravi, moj namen je, da je tale osebni vodnik vaš spremljevalec celotno leto. Se pravi, da lahko berete, izpolnjujete, opazite svoj napredek, opazite stvari, kjer ste zrasli, kjer niste zrasli, predvsem pa ne zamudite tistih ključnih trenutkov, ki jih ima vsako leto. Ko so na vrsti izzivi, ko moramo biti malo bolj pozorni, ko so na vrsti dnevi, ko smo vsi malo bolj na kratko narejeni, ko so na vrsti trenutki, ko pa se nas drži sreča, ko smo polni nekega novega lana, nove energije, novega zagona. In moram reči, da vsako leto, tekom leta, ne samo januarja, od vas dobivam maile, ko mi napišete, ja, tukaj ste napisali, da moram biti pozorna na to, pa se je res tako izkazalo, pa sem se potem res tako pa tako odločila. In to je tisto, kar je meni osebno najbolj neprecenljivo v vseh teh letih, ko vidim, da dejansko pomaga. Tako da tole takole zgleda, dobite ga lahko v natisnjeni obliki oziroma v PDF-ju, karkoli je pač vam lažje in ljubše. In to je to.